No, pa si poglejmo nekaj značilnosti absolutne vrednosti in to, kako se rešujejo enačbe in izrazi z absolutno vrednostjo. Najprej, kaj sploh to absolutna vrednost je? Absolutna vrednost je po definiciji razdalja. In sicer, če napišemo recimo absolutna vrednost števila 3, je to razdalja števila 3 od ničle. Za koliko je 3 oddaljeno od nič? Za 3 enote in zato je absolutna vrednost števila 3, 3. Ali pa recimo absolutna vrednost od minus 3, minus 3 je 1, 2, 3, to je minus 3 in je zopet do nič oddaljena za 3 enote, zato je tudi absolutna vrednost števila minus 3, 3. Razdalja. Razdalja, kot da bi recimo, če si pogledamo zemljevid enega dela Slovenije in rečemo, če je tukaj center Ljubljane, katera mesta, kateri kraji so od centra Ljubljane oddaljeni za manj kot 15 kilometrov. Recimo tukaj je nekje Dob, nekje bi moglo biti tudi Domžale zapisano, niti ni, nekje vmes so Domžale, takole recimo, Domžale so 15 kilometrov, se pravi, če bi naredili okrog Ljubljane takole krog, okrog in okrog, bi nekako dobili kraje, ki so znotraj 15 kilometrov, se pravi recimo Horjul, Dragomer, Medvode, Medno, vse to so kraji, Trzin, ki so oddaljeni manj kot 15 kilometrov. No, kateri kraj pa oddaljen za minus 10 kilometrov? Pa nam takoj postane jasno, da ni kraja, ki bi bil oddaljen minus 10 kilometrov. To pomeni, da absolutna vrednost števila, kateregakoli, nikoli ne more biti negativno število. To je nemogoče. Absolutna vrednost je razdalja in razdalja je vedno pozitivna. Zdaj, če imamo recimo takšen izraz kot tukajle, za rešiti, to je izraz z absolutnimi vrednostmi, ta izraz začnemo reševati tako, da najprej pogledamo, katere absolutne vrednosti sploh skupaj pašejo. Recimo tale absolutna pa ta sta zagotovo skupaj. In potem se nekako moramo v glavi narisati vse pare absolutnih vrednosti. Recimo tale črtica pa ta gresta najbrž skupaj in potem ostane še ta zunanja, se pravi tale in tale. Potem je pa podobno kot pri oklepaju. Najprej izračunamo tistega, ki je notranji, se pravi recimo tegala, pa tega tudi lahko izračunamo in vse absolutne vrednosti bomo za začetek prepisali. Minus 5 plus 3 je koliko? To je minus 2, zdaj računamo absolutno vrednost od minus 2. Absolutna vrednost vemo, da je razdalja števila minus 2 do nič, torej je to 2. Potem piše krat. Tole tudi lahko izračunamo, minus 5 plus 9 je 4, oranžna absolutna vrednost je 4, se pravi to krat 4 in črtica. In gremo, to je minus 7 minus 8 po absolutni vrednosti, kar je skupaj minus 15 in absolutna vrednost od minus 15 je 15. Tako. In smo rešili izraz. Lahko poskusimo še enega. Recimo, da imamo zdaj takšen izraz, kot je tukaj napisan. Zopet moramo najprej pogledati, katere absolutne spadajo skupaj. Zdaj tale se zdi, da gre skupaj. Pa tale. Potem je pa tale. In na koncu še ta absolutna vrednost. In začnemo pri temu, ki je najbolj notranji. Se pravi, minus 3 plus 4, to je enako 1 in absolutna vrednost bo potem 1, pa tega tudi lahko minus 1 plus 3 je plus 2 in v absolutni vrednosti je 2. Vse ostalo moramo prepisati. Minus 3 plus absolutna. Isto kot pri oklepajih, dobro, tole lahko tudi zračunamo. 4 krat 2 je 8, to že lahko napišemo. Zdaj pa minus 1, minus 2, absolutna, krat 2, absolutna. Zdaj je notranja absolutna vrednost tole, ko bomo znotraj tega vse poročunali, koliko je to. Minus 2 minus 8 je 10,
Pa -1, -2 je -5, če in je skupaj -15. Imamo torej -3 plus absolutna vrednost od -15 krat 2, takole. In zdaj absolutna vrednost od -15 je 15, je torej to -3 plus 15 krat 2. 15 krat 2 je 30, pa -3 je 27 in absolutna vrednost od 27 je še vedno 27. Prav, gremo podobno kot oklepaje, s tem, da ima absolutna vrednost en pomen več, na koncu je tisto, kar je znotraj absolutnih vrednosti, vedno pozitivno. Potem lahko imamo pa tudi takšne enačbice, recimo, absolutna vrednost števila x je manjša od 4. Če si predstavljamo številsko os, pa tukaj je zapisano ničlo, manj od 4. 1, 2, 3, 4. In to tukaj je najdlje, kar pridemo, ampak ker mora biti strogo manjša od 4, pomeni, da štirka ne bo zraven, do tukajle. Gre pa tudi v drugo stran, 1, 2, 3 do -4, takole. In x absolutno je manjše od 4, je rešitev vse to, med -4 in med 4. Če bi napisali to z intervalom, bi rekli, da je x element od odprt interval od -4 pa do 4. Če imamo recimo pa x absolutno je večje od 1, to v bistvu pomeni števila, ki so od nič oddaljene za več kot 1. Za 1 je tukajle in več kot 1 so pa od 1 naprej, se pravi, to je tole. Ker je zopet strogo večje, je tukaj zopet puščica. Ampak to še ni vse, lahko gremo še v drugo stran, tudi -1 je oddaljen več kot 1. Eto, in takole. Če bi to napisali z intervalom, bi pa rekli, x element, tukajle je minus neskončno, odprt interval, do kod, do -1, unija od 1 do neskončno. Tako. No, zdaj imamo pa malenkost drugačen primer. Zdaj pa x -1 manjše od 2. Kaj zdaj to pomeni? Tukaj pomeni, da gledamo, koliko so števila ne več oddaljena od nič, ampak od 1. Se pravi, zdaj moramo imeti pa od 1 oddaljeno za manj kot 2, se pravi za 2 na vsako stran, to je do 3, pa do -1, eto. Oddaljen mora biti manj kot 2, se pravi zopet puščica na vsaki strani in takole. Lahko tudi preverimo, če to drži, a je nič -1 je koliko? Je -1 po absolutni vrednosti je res manjše od 2. Ali pa recimo 1 -1 je nič in je manjše od 2. In -1, to bi bilo že preveč, je že točno 2, ni več manjše od 2, je enako 2. Eto, to je naša rešitev. Če bi imeli pa recimo x plus 3 je manjše od 4. Zdaj lahko malo ugibamo, sicer kaj lahko tukaj noter stavimo. Lahko stavimo enko, ja, enko ravno ne. Če bi bilo tudi enako, bi lahko stavili enko. Pa si zapišemo, se pravi, enka je ravno meja nekje. Pa kaj bi še lahko stavili? Lahko ničko stavimo, nič plus 3 je 3. A je 3 manjše od 4? Je, se pravi, ničko lahko vstavim. Kaj pa -1? -1 plus 3, to je 2, lahko vstavim. Pa dvojko, -2 plus 3, tudi lahko in tako naprej. Zdaj do kod? Tole x plus 3 bi v bistvu lahko napisali kot x minus -3. In to pomeni, da dejansko iščemo številke, ki se vrtijo okrog števila -3. 1, 2, 3. In tukaj zdaj piše, da morajo biti oddaljene manj kot 4. Torej za 4 vstran. 1, 2, 3, 4. Se pravi do 1. In ker je manjše ali enako, je tukaj črtica. In še drugo. -4, -5,
minus 6, minus 7. Eto. To je črtica in naša rešitev vzela vse to, kar je tukaj noter. Če bi z intervalom napisali, to x element od minus 7 do 1. Poskusimo še kakšnega. Recimo, če imamo absolutno vrednost x plus 1 je manjši od 3. Okrog česa se vrtimo? Zopet to napišemo kot x minus minus 1. In če je tukaj nička, tukaj je minus 1, za koliko na vsako stran? Za 3. Prav 1, 2, 3, to je številka 2. In drugo smer? 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Tako, ker je strogo manjše, damo puščico, puščico in je tole naša rešitev. To pomeni, x je element od minus 4 pa do 2. X minus 5 po absolutni vrednosti je večji od 2. Okrog česa se vrtimo? Vrtimo se okrog petke. 1, 2, 3, 4, 5. Zdaj, okrog česa se vrtimo, ugotovimo tako, da se vprašamo, kdaj je to nič. In x minus 5 je nič takrat, ko je to 5. Če imamo pa x plus 1, je pa to nič takrat, ko je x minus 1. In zato se vrtimo okrog minus 1. Več kot 2, se pravi 1, 2, to je 7. 1, 2, na drugo stran je to 3. In ko mora biti več, je to lahko recimo 8. 8 minus 5 je 3. Aha, se pravi od 7 na drugo stran, pa od 3 tudi na drugo stran. To pomeni, da potem dobimo z intervalom x element od minus neskončno do 3, unija od 5, pardon, ne od 5, se opravičujem, od 7, imamo napisano od 7 naprej, od 7 do neskončno. Lahko pa imamo tudi enačbe z absolutno vrednostjo. Pa poskusimo zdaj tole. X absolutna je 7. Kaj lahko stavimo za x? Ja, imamo v bistvu dve rešitvi. Ena rešitev je plus 7 in druga rešitev x2 je minus 7. In če damo to absolutno vrednost, za 7 in minus 7 oddaljene za 7. Če imamo recimo absolutno vrednost od x je enako 3, je prva rešitev 3 in druga rešitev je minus 3. Se pravi, absolutna vedno da dve rešitvi. Kaj pa, če imamo tole? 2x plus 3 po absolutni vrednosti je 7. Dajmo to, kar je znotraj absolutne vrednosti, reči, da je to neka nova neznanka t. In potem bi lahko to enačbo napisali kot absolutna vrednost od t je 7. Koliko je t1? Ja, prva rešitev je plus 7, druga rešitev je pa minus 7. In zdaj pogledamo. Kaj lahko namesto t napišemo? Je to 2x plus 3. 2x plus 3 je 7. To pomeni, da je 2x enako 7 minus 3. To pomeni, da je 2x enako 4. Delimo z 2, dobimo x je enako 2. To je prva rešitev. Poglejmo, če je res. 2 krat 2 je 4, plus 3 je 7 in 7 po absolutni vrednosti je res 7. Druga rešitev je minus 7. Torej iščemo, kdaj je 2x plus 3 enako minus 7. 2x je minus 7 minus 3, 2x je minus 10, delim z 2 in dobim, da je x minus 5. 2 krat minus 5 je minus 10, plus 3 je minus 7 in po absolutni vrednosti je to res 7. Pa si se zmislimo kakšen primer. Recimo, če imam absolutna vrednost od 3x plus 4 je enako 2. Zopet, to, kar je noter, znotraj absolutne vrednosti, rečem, da je nova neznanka t.
In zdaj imam enačbo, absolutna vrednost t je 2. Prva rešitev je, da je to 2, druga rešitev pa je, da je to minus 2. Če je to 2, je to 3x plus 4 je 2 in tukaj dobim, da je 3x 2 minus 4 in 3x je minus 2. To pomeni, da potem x delimo s 3 minus 2/3. To 2 je pa minus 2, pa zopet napišemo. 3x plus 4 je 2, pardon, zdaj je minus 2. To pomeni, da mi je 3x enako minus 2 minus 4. 3x je torej enako minus 6, delimo s 3 in dobimo, da je x enako minus 2.